dober teden je minil od tvoje razglasitve. Kaj se je v tvojem življenju najbolj spremenilo? Urnik, ki je zdaj postal zelo natrpan, dosti obveznosti, manj časa za prijatelje, za prosti čas, manj časa za šport, zdaj to, kaj skupaj treniramo. Je to, kar se rekreiram zdaj, recimo, rečemo v teh 2 tednih, kar je žalostno, ampak ja. Zdaj tukaj vadita za tvoj talent show, za tvoj nastop. Kaj bo tisto tvoj talent? Omenila že ples, kakšen? Ja, ples, kombinacija, koreografija, hip-hopa pa jazza. Ja, Nives je v bistvu je dost gibčna in ima dost sposobnosti, kar se plesa tiče, predvsem kar se jazza, jazz tehniki. In zato sem tudi koreografijo naredil bolj poudarek na jazzu oziroma že začetek koreografije, da pač se predstavi kot ženska, ženstvena, s prihodom na oder. Potem je večino koreografije, se pravi jazz, pa nekaj malega še bo tudi hip-hop, to, kar je včasih trenirala, pa v čemer je tudi dobra, no, ampak jazz gre definitivno boljše. Okej, se strinjam. Kako dobri kondiciji je Nives, koliko dela imata v bistvu? Ja, Nives je zadnje čase, moram priznati, da je v zelo dobri kondiciji, ne, glede na to, koliko ima obveznosti, pa koliko ima stresa, je dosti zdrži in me preseneča, tako da mislim, da bomo kar hitro zaključila, glede na to, da je to danes praktično 3. vaja, pa še eno rabeva in je to. Zdaj danes si tukaj v precej netipičnih oblačilih za miso trenerki. Kako kaj napreduje izdelava obleke, ki jo boš predstavila na lepotnem izboru? Obleko smo, v bistvu skico smo poslali že na Kitajsko. Smo že mogli dodati tudi podatke, opis, pač ime oblikovalca, ki bo delal obleko, to je Jerneja Podbevšek-Žembrovski, ki je tudi moja stilistka. In kakšna bo obleka, kaj bo na njej takega, v bistvu ti je všeč? Všeč mi je, zelo bo elegantna. Danes sem jo tudi videla v fizični obliki, je črne barve. Spodnji del je oprijet, potem pa tako razširjen, zelo eleganten, zgornji del je v čipki, tako da mislim, da bo super izgledalo. Koliko intervjujev si morala že kaj opraviti in kako si zadovoljna s poročanjem medijev? Intervjujev ne štejem oziroma jih ne uspem šteti. Ponavadi mi za intervjuje ostane čas zvečer, ko pridem domov ali pa po noči. Pač najlažje mi je zdaj trenutno preko maila odgovarjati na intervjuje, zaradi tega, ker pač nimam časa usklajevati vseh organizacijskih stvari, tako kot recimo tudi danes treninga in vseh drugih stvari še z intervjuji. Trudim se odgovarjati čim bolj hitro, koliko lahko vsem, da pač se ne bo kdo počutil, da sem ga izpustila. Drugače pa ja, predstavitve zdaj za enkrat dokaj v redu. Všeč mi je bil zdaj ta zadnji intervju v 7 dni. Zdi se mi, da me tuji mediji, spletne strani, kakšni forumi boljše predstavijo kot slovenski mediji. Malo bolj se potrudijo pri izbiri fotk, res me predstavijo pač v tej najboljši profesionalni luči. Že takoj prvo večer, ko sem bila izbrana, smo šli potem na sestanek, smo razmišljali, kaj je treba vse narediti in jaz sem se pač takoj spomnila na Jureta. In sem si res zelo želela, da mi on naredi točko. Mu zaupam mu, vem, da zelo dobro dela, tako da sem si res želela in sem mu ful hvaležna, da mi je pripravljen pomagati. Ta glasba za ples, odkot ste jo izbrala? V bistvu je avtorska glasba, gre za novega slovenskega glasbenika po imenu TIB, s katerim jaz tudi dosti sodelujem v zadnjem času in dejansko smo se odločili, da bomo naredili skupaj, se pravi, da bomo naredila miks 2 njegovih znanih komadov oziroma enega komada, katerega spot je že zunaj Sexy Girl, in pa novega, katerega spot oziroma komad prihaja ven v kratkem. Se pravi, da predstavimo in slovensko glasbo in pa slovensko mis z slovensko koreografijo, slovenskim koreografom. Tvoj obraz in telo krasita že veliko naslovnic slovenskih medijev. Kako se ob tem počutiš? V redu. Naslovnic sem sicer vajena že od prej, ampak pač mogoče me ljudje niso poimensko poznali ali vedeli, da sem jaz na naslovnici. Super občutek.
Zasledili smo tudi, da si se že slikala za Playboy. Kakšno je bilo? Vedela, da to vprašanje. Je bila zgodba v tem slikanju kaj posebnega? V bistvu je bilo slikanje samo kaj posebnega? V bistvu je bilo dokaj modno, tako podobno modnemu slikanju. No. Ne vem, modno slikanje v perilu, v kopalkah, samo da pač je drug medij, ki predstavlja potem fotografije. Iz tega seveda avtomatično sledi, če bi se kdaj slikala gola? Ne, nimam zaenkrat še v načrtu, pa da mislim, da ne bo še kmalu tega za videti.